Najmanj prijeten dogodek poletja pa je močno spremenil rezultate javnomnenjskih raziskav, ki merijo priljubljenost politikov. Pomembni premiki pa na lestvici politikov. Najboljšo povprečno oceno so volivci znova podelili predsednici države Nataši Pirc Musar, drugo poslancu SDS Anžetu Logarju, tretjo pa predsedniku vlade Robertu Golobu. Sledi gospodarski minister Matjaž Han, za kar 7 mest pa se je povzpel obrambni minister Marjan Šarec. Moj nekdanji prijatelj Marjan je skočil v top 5, medtem ko je bil pred letom dni na tem, da z lestvice izpade 17. je bil. In kaj je botrovalo temu nenadnemu vzponu med politične zvezde? Šarec je namreč z aktivnostmi pričel že takoj prvi dan poplav. To zato, ker je civilna zaščita pod njegovo oblastjo, tu se je dobro pokazal. Kot bivši župan je tudi razume to vrstne probleme in na tej ravni to zna dobro odreagirati. In je dobro odreagiral, javnost je to prepoznala. Ok, Marjan se je torej vrnil nekaj let nazaj v svoji politični karieri in se začel spet obnašati kot župan. Zdaj, če ste pozabili, prednje ustanovil svojo stranko LMŠ, a se kdo spomne liste Marjana Šarca? Se? Lažete, vsi po vrsti od prvega do zadnjega. Ne, to je bila čist prava stranka. Imeli so svet, so imeli pa pisarno, člane so imeli, presežem. Pa je postal predsednik vlade, nepričakovano odstopil, končal v opoziciji in na zadnjih volitvah pričakovano izpadel z parlamenta. No, predvsem tem je bil 8 let župan Kamnika. 8 let je Šarec govoril, povej, kje brat zidu, bomo zvihtali. In očitno mu je ta vloga bolj bila na kožo pisana, kot pa vlogo državnega politika v obleki in s kravato. To bolj ustreza meni, jasno. Ne? Mislim, obleka pa kravata, publitko buhne, da me date. Prodam Slovenijo, pa grem na Havaje. Kakorkoli, Marjan se je vrnil kakih 10 let v preteklost in se meteorsko povzpel na lestvici priljubljenosti. Kaj bi šele bilo, če bi se vrnil 20 let nazaj, pa postal serpentinšek spet? Baba, žaba, pa človkni! Nataša Pirc Musar ne bi imela šans, ker predsednica doslej, kolikor vem, ni še nobenega dobrega vica povedala. Ne. Sploh pa ne o babah. Ni pa serpentinšek, Šarec, edini, ki so ga podivjane vode naplavile pod vrh lestvice. Še višji skok kot Šarcu je uspel prvaku SDS-a Janezu Janši, ki je javnost prepričal z bolj spravljivo retoriko kot običajno in je zdaj na 8. mestu. Očitno imamo Slovenci radi spravljive ljudi, take, ki se prijazno pogovarjajo s sosedi, če tudi jih v resnici ne marajo in si želijo predvsem, da jim crkne krava. Ali pa nutrija, recimo. Janez Janša je bil torej konec avgusta na 8. mestu lestvice, leto dni prej pa na 19. Malo sem pogledal po njegovem Twitterju oziroma X-u. Avgusta lani se je ukvarjal s sedežem socialnih demokratov v nekdanji judovski vili, sodniki na pikniku SD in podobnimi zadevami. Leto dni pozneje pa tole. Je prevladalo spoznanje, da gre za čas, za trenutek, ko je potrebno stopiti skupaj. Razprava o tem, kaj bi lahko storili, kaj bi lahko mogoče zmanjšalo drastične posledice te ujme in tako naprej, to lahko vse počaka. V tem trenutku se je potrebno osredotočiti na to, da se preprečijo nadaljnje škodljive posledice. A vidite, očitno je anketirancem tak Janša bolj všeč, kot tiskaj napada politične nasprotnike. Ampak bodimo iskreni, prišel je na pol poti, v top 10. Kaj bi pa moral narediti, da bi se prebil na vrh? Zdaj, če je šel Šarec nazaj do županovanja in serpentinška, bo moral Janša nazaj v partijo. Ja, prosto. Po moje. Čeprav, mogoče pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da si Janša sploh ne želi prvega mesta. A politična romanca se je včeraj razblinila na točki, ki jo je vlada poimenovala solidarnostni prispevek. Gre za dodatno obdavčitev praktično vseh virov prihodkov, celo prizadetih državljanov, kot tudi gospodarstva. Zelo težko govorimo o tem, da je to realno. Zaradi tega je naša poslanska skupina predlagala že včeraj na odboru, da se vse te dodatne obdavčitve umaknejo iz zakona. No, to je pa že Janša, ki ga mi poznamo. Poznavalci rokovske scene iz prejšnjega stoletja pravijo,
da je to tipično za alternativce iz tistega časa. Ne? Oni hočejo špilati samo za najbolj zveste privržence. Če slučajno napišejo komad, ki gre v uho, navduši množice in pride na vrh glasbenih lestvic, se pa ful potrudijo, da naslednjo plato spet lahko vzljubijo samo najbolj zagrizeni pristaši. Tako da lahko v kratkem spet pričakujemo kakšen tweet v stilu čestitke Donaldu Trumpu za zmago na volitvah 2024. Hashtag Make America Great Again. Janšo so sicer, kot smo slišali, nazaj v alternativne vode potisnili napovedani novi davki. Zdaj, ene vlade si želijo višjih davkov in poplave so pač povod za zvišanje. Druge vlade so si recimo želele prepovedati zbiranje ljudi pa policijsko uro in so tudi za to našle razlog. Zmer se poklopi, ne? Zmer se poklopi. In tako tudi mora biti. Če je bila Golobova koalicija enotna pri novih davkih, pa so imeli nekateri ministri pomisleke pri imenovanju Senada Jušića za šefa generalne policije. Naj povem, ker se na to spozna. Včeraj je vlada potrdila generalnega direktorja policije magistra Senada Jušića, da z današnjim dnem prevzame 5-letni mandat vodenja kot generalnega direktorja policije oziroma slovenske policije. Ni čuden, da so se nekateri ministri vzdržali glasovanja. Iz take predstavitve sploh niso vedeli, o čem morajo glasovati, kaj je za to. Mi še zdaj ne vemo, predsednik, česa, kaj je to generalne, očitno generalne, kaj. Očitno z nekaterimi potezami vlade niso nezadovoljni samo v slovenski opoziciji. Premier Golob namreč dobiva tudi opozorila od zgoraj. Jaz ne vem, kako naj si drugače razlagam, da je že drugič to poletje na berglah. Julija si je poškodoval desno nogo in ko se je nekaj naskali, ali kaj se je vrezal nekaj naskali, ali kaj je že bilo. Zdaj se je pa doma huje poškodoval prst na levi nogi. Ne bom sploh vprašal, kaj je delal. Kakorkoli, jaz bi bil na Golobovem mestu ful previdno zdaj naprej. Najprej je bila desna noga, potem je bila leva noga. Naslednjič lahko je vmes udar. Ne vem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.